Tale frajerja sta ready. A pa si ready tudi ti? Predlagam, da pred ogledom tega videa pogledaš naš iPhone 12 in 12 Pro video. Tale dva sta ima precej podobna, ampak z nekimi posebnostmi in razlikami. Ok, na hiter, da spet razčistimo, kam pašeta te dva v letošnjem line-upu. Ja, ta malček je ta prvi, velikan je pa čuvaj na konc vrste. Naredimo pa takole, da se najprej posvetimo ta malem, ker ima prednost. Pa naprej na macolo. Temu malemu tukaj Apple reče kar svetovno najmanjši, najožji in najlažji 5G telefon. V bistvu pomanjšana verzija 12-ke. Kljub temu, da je ta mal, pa je fant samozavesten in je rekel, da ne bo sprejel veliko kompromisov. Jes, res je, tudi najmanjši ima nov dizajn, tale mogoče še najbolj podoben ta stari 5-ki. Vid se tudi, iz kje pride ideja o tehle precizno rezanih ravnih robovih. Zgleda, kad jih pri Apple štancajo k krofe na trojanah. Tale velikost je ekstra priročna, sploh če iščeš majhnost pri telefonu, kada si šel v štacuno po 12D kiošta, pa si dobil en mali iPhone. Glos zadaj in spredaj z matiranimi robovi. Spredaj ga kot na ostalih modelih ščiti Ceramic Shield, kar ne bi bil do 4-krat bolj odporen na padce. Sam ni ga pa treba po tleh metati. Bogi. Pod Ceramic Shieldom pa je enako hud in svetlet zaslon kot na ostalih modelih. Super Retina XDR tu ne spusti featurejev kot so True Tone, HDR, pa od vseh modelov ima lih ta največ pikslov na inč. Za čist malo. Resolucija 2340x1080 na 5,4 inčev zaslona. Tak hud displej ti pa pride prav, ko moš pogledati kakšno hudo fotko ali pa posnetek, ki si ga naredil. Če si mislil, da bo zaradi minijeve majhnosti tvoja fotografska žilica trpela, nič bad. Apple tukaj ni šparal, zadnji kameri sta enaki kot na 12-ki. Obe 12 megapikslov in glavna leča zaslonke 1,6 ter ultra široka zaslonke 2,4. Od nočnih slik do hudih portretov pa slow motion video, vse bo imelo hud dinamični razpon in precizne barve. Ti sam streljaj. Smart HDR3 pa letos ful pomaga tudi pri sprednji kameri. Pri kvaliteti pa tudi night mode portreti. Zdaj za čez zimo ali pa za Švede, ki imajo ful teme. Pa da ne pozabim srce telefona, ki se od večjega brata prav nič ne spremeni. Tako te bo procesor A14 Bionic ponesel skozi najboljšo uporabniško izkušnjo, brez kompromisov. Z manjšim telefonom pride tudi manjša baterija, ampak z učinkovitim procesorjem, pa če ga ne boš res žgal, boš ok. Drugač pa iPhone 12 mini podpira Quick Charging in pa Quick Wireless Charging. Prek MagSafea se bo filil malo počasneje kot ostali iPhone 12 modeli, ampak še zmer tole z magneti je hudo. Kabel je že malo zastarel, verjetno letos še zadnjič prek Lightning porta. Upati pa ni greh. Tok mala naprava, pa tok velik zapojat. Ampak se mi zdi, da smo vse pokrili, zdaj pa tale cegel, moj najljubši. Tole je v bistvu iPhone 12 Pro, ampak tik boj. V primerjavi z lanskim Maxom se temu le najbolj pozna nov dizajn, ker je še malo večji, pa ker ni več toliko zaobljen, imaš feeling, da je res opeka. Da vam da malo perspektive, velik je recimo toliko kot iPhone 6s Plus. Zdaj pa ni več toliko velik, a? Z nerjevečjim jeklom in montiranim steklom zadaj je Apple spet zadev izjemen premium kombo. Ško ga je fajn v roki držati? A bi probal? Ne dam, haha. Ko pa tega giganta obrnemo, razkrijemo prečudovit displej velikosti 6,7 palca. Ja, malo je večji kot lanski Max, pa še zaslon jim je uspel stisniti malo bolj proti robu. Zgleda zelo clean. Če si gamer, je tale kar primeren zate, je tudi skoraj dost velik za kaj narisati, ali pa pogledati kak HDR film na Apple TV+. Pa veš, zakaj je to dober? Za fotkat, pa za snemat. Apple je tokrat Maxu namenil malo drugačen komplet kamer kot Proju. Če pogledamo, so fizično večje kot na Proju, posledično je večji tudi camera bump, posledično se tudi več maje. Tudi tukaj Camera Suite obsega ultrawide glavno in telefoto lečo. Ima pa telefoto leča 2,5-kratni zoom proti Projevem 2-kratniku. Digitalno pa do 12-krat, v primerjavi z lanskim Maxom, ki je šel do 10-krat. Tako da lahko malo več zoomiraš kot lani. Glavna kamera. Ta ima za polovico večji senzor od 12 Proja in posledično večje piksle. A ne, to je tle dober. Kamera tako sprejme več svetlobe, slike pa so manj zrnaste. Pri Night Mode fotkah bo tako Pro Max zajel sliko hitreje, roka se ti bo manj časa tresla in slika bo boljša. Glavna kamera ima na Pro Max še stabilizacijo senzorja namesto leče.
da bodo tvoji posnetki stabilni, tudi takrat, ko nisi niti ti. Pa še LiDAR in autofokus za vse tvoje snemalne podvige. Tudi pri portrait fotkah ti bo pomagal LiDAR, ki bo skrbel za globinske podatke. Polje ostrine pa bo skoraj tako, kot pri fotkah ista velikih fotičev. Ko pa to poparčkaš z Apple Pro RAW formatom, pa doživiš kreativni preporod. Fleksibilnost pri editanju je dosti pomembna in me veseli, da je Apple uspel tudi nekaj tazga implementirati. Sam še na update moramo počakati. S tako velikim telefonom pride v kompletu tudi velika baterija. Z njo in s pomočjo efektivnega procesorja ti bodo na koncu dneva ostajali visoki procenti. Za vse power userje, influencerje, gamerje, fotografe, snemalce, pa opomnik, da se prek Quick Chargerja napolni za 50% v pol ure. Pri takem telefonu pa mislim, da je tudi fair, da si umisliš en hud MagSafe kombo. To je to od letošnjega paketa strani Apple. Od najmanjšega pa do največjega. Pa vsi 5G, pa vsi hudi. Barve za iPhone 12 mini so črna, bela, rdeča, zelena in pa modra, enake kot pri navadni 12. iPhone 12 Pro Max pa si lahko vzameš v srebrni, grafitno sivi, zlati in Pacific modri barvi. Enako kot pri navadnem Proju. Kjer ga bi rajš? 12 minič ali 12 macola? Oba sta pa ena že na voljo, tako da jo pejt malo pošlatati. Ti dovolim. Sam ne preveč. Fajn se mejte, jaz želim pa cegle zlagati. Jabke obir, telefonirati, Čau. Ja, prosim.